Sledil je torej konec vojne, domobranci niso imeli drugega izhoda, kot da se umaknejo na Koroško. V knjigi sem opisala spomine ata in pa zdelo se mi je tudi nekako umestno, da sem vključila sem tudi zapis pripovedi oziroma pričevanja vašega rojaka Antona Petkovška, ki je zbežal iz žrela smrti iz hrastniških hribov. Poleg domobrancev so na Koroško šli tudi begunci, civilni begunci. Z vrha jih ni šlo toliko, okrog 15. Težko rečem, za kakšno število, ker nekateri so se pridružili, primer ata je šel kot domobranci, čeprav je bil še mladoleten gor, potem je bil tudi vrnen kot domobranec, čeprav kar nekaj jih je šlo podobno, ali z domobranci, ali s civili, vse so šli skupaj gor. Skratka, okrog 15 civilnih beguncev, peljali so z vozovi domobransko opremo, oblačila, hrano, odejo. Mislili so vsi, da gredo za 14 dni, kvečjemu 3 tedne in potem se bodo vrnili, ko se bodo stvari doma umirile, ampak mi vemo, da ni bilo tako. Nekateri ljudje pa niso odšli na Koroško, niso se mogli ločiti od svojih domačih, od svojih domov in so ostali doma. Niso imeli nič na vesti, tudi tisti, jaz mislim, ki so šli na Koroško, niso imeli, ampak kljub vsemu, da so zavarovali svoje življenja, so odšli. No in že kmalu po koncu vojne so se pojavili na javnih mestih letaki, ki so pozvali moške, naj se javijo oblastem v Logatcu, da pač bodo popisali, kdo je še tukaj. In tako so z vrha šli Logatec, Bradeškov Jakob, potem Tončkov Irko, Kavčič, Trevnov Janez, ti so šli v Logatec, nihče se ni vrnil izmed teh treh. Pilarski Vinko je bil v Ljubljani takrat, se je šel tudi javiti oblastem, se tudi ni vrnil. Jakob Jasenovec, Kozarjev iz Smrečja, to je na robu naše župnije, se je pa šel javiti v Žiri, svojemu stricu, ki je obljubil svoji svakini, da se mu ne bo nič zgodilo, vendar se tudi ta fant ni vrnil. Prav zaradi tega ne omenjam, ker je dobil strani sorodnika zagotovilo, da se vrne, pa se ni vrnil. Torej, nihče od imenovanih se ni vrnil. Na Lavrovcu so bili tudi nekateri, ki tudi niso želeli zapustiti domačije in so se odločili za skrivanje. Tako sta bila dva, Janez in Stanko Vozer Marjančinkova. Janez je prevzel potem domačijo, ko je Albina šla v bolnico, ko so mamo očeta pokopali, potem se je on vrnil domov, prej on ni bil doma. Stanko je bil pa pri domobrancih v Šentjoštu in potem sta ta dva se odločila, da bosta ostala doma. In pa krajevska dva, Jože in Stanko Gantar, tukaj spodaj sta Marjančinkova dva, tam na stranski sliki pa krajevska. Ter Janez Kavčič Razvozov. Teh 5 se je skrivalo. Ozna jih je iskala kar naprej. In ljudje, ki so živeli na Lavrovcu, so bili silno ubogi, kajti rekli so, vsa okna so imela ušesa, niso vedeli, s kom smejo se pogovarjati, o čem smejo govoriti, tudi bali so se otrok, da bi kakšno otroke slišal, ker so jih, bom rekla, zasledovali in pritiskali na njih. Potem, ko se ti fantje z Koroške možje niso vrnili, je postalo življenje v kraju silno pusto, prazno, žalostno. Domačije so ostale brez gospodarjev, doma so ostale same matere z otroki. Tukaj vidimo eno družino, verjetno to gospo poznate, Hajanovo mamo. To je tukaj že 5 let po vojni, 50 leta približno,
Ko je pa ona postala vdova, ker je mož šel na Koroško, se ni vrnil, je bil najmlajši v Zibelki. Torej, zelo hudo je bilo, tako kot v Rovtah, ni bilo delovne sile. Tako ustanovi se krajevni ljudski odbor, ki pa je seveda pritiskal. Jaz, ko sem gledala te zapisnike, ki sem jih dobila v arhivih, sem marsikdaj premišljevala, kako so tudi te ljudi, ki so vodili, ali so tudi te ljudi bili prisiljeni na nek način izvajati pritiske na svoje vaščane, nekateri zagotovo, nekateri pa so tudi iskali lažje poti. Torej, te družine so bile obremenjene še z obveznimi oddajami, agrarna reforma jih je stiskala, torej skratka pritiski veliki, taki drugačni. Tudi v šoli so se izvedle spremembe, spremenili so se pozdravi, ukinila se je molitev, križ je zamenjala slika Tita. V tem delu je največ pričevanj, kako je bilo po vojni. Torej, mislim, da jih je kar tukaj sem jih navedla le nekaj o teh krutih usodah konca druge svetovne vojne. Tukaj na fotografiji so pa Dolinarjevi štirje, 6 bratov je bilo, ki so vsi po vojni šli na Koroško in nihče se ni vrnil. Domačija je ostala prazna. No, in ta molk je veljal vse do osamosvojitve Slovenije. Potem so pa začeli se oglašati nekateri pogumnejši, pa so kaj povedali, kakšen drobec. Tudi že nam, ki smo bili, bom rekla, iz teh takih družin, so starši že kaj več zaupali, ker tudi prej, dokler nismo bili otroci, vsej 15 let stari, nam niso govorili tega, ne. Postokali so že, ko so slišali, kaj nas v šoli učijo, ampak več od tega pa verjetno niso upali. No in takrat, osamosvojitvijo, smo pa tudi na vrhu postavili tem žrtvam spomenik. Vi ga poznate, ker pridete vedno pogosto gor na vrh. Sem na kratko, da ga predstavim. Na prvih 3 ploščah z leve strani so zapisane imena pobitih in pogrešanih domobrancev po vojni, po vaseh. Na 4. plošči pa so zapisana imena tistih, ki so padli med vojno, pa tudi ne vse, kajti nekateri ljudje so bili zapisani, zlasti tisti, ki so bili med vojno na nemški strani, v drugih krajih, v Lučinah, v Žireh, tako da so potem se svojci odločili, da pa se ne bi ime njihovega sorodnika pojavljalo večkrat. Torej, na tem spomeniku je zapisano 71 žrtev, vendar to niso vse žrtve. Ko sem delala potem na tako analizo, sem prišla do teh podatkov. Med vojno je bilo na vseh straneh, torej povsod ubitih na vrhu v naši župniji 28 žrtev, po vojni je bilo pa 59, torej skupaj 87 žrtev. Če pogledamo med vojno na partizanski strani 8, domobranski 5, na nemški 5, civilistov je bilo 6 zaradi meje. Civilistov je bilo 6, ne po vojni. Zaradi min, zaradi meje so bili 4, torej skupaj 28, sej v knjigi je navedeno točno kaj. Takole, kaj je to pomenilo za župnijo? Malo sem gledala po statističnem uradu te zapise. 48. leta, ko je bil tak prvi popis prebivalcev, od 10. leta naprej, je bilo moških na vrhu svetih 3 kraljev 108, žensk 174, skupaj 282. Če bi prišteli še tiste žrtve, ki so bile, torej takrat beležile približno 87, ugotovimo, da bi bilo na vrhu čez 250, okrog 300 ljudi, ker tukaj noter niso zajeti tisti ljudje, ki so bili na nemški strani, ker ni zajeto to v
tem delu popisa. Torej, v župniji se je delež prebivalstva zmanjšal za četrtino. V cerkvi je bila moška stran prazna. Tako da res, danes, ko gledam po cerkvi, danes je skoraj na moški strani več ljudi na vrhu, žal, je tudi prazna cerkev, ampak takrat, ko je bil pa, bom rekla, v enem tednu, v enem mesecu tak osip, je bilo pa za ljudi nekaj nepredstavljivega. Землі